Kar naprej. Živjo. Zdravo. Pozdravljena, Tadeja. Živjo. Jaz sem psihologinja Kremžarjeva. Mi poveste, zakaj ste me danes obiskali? V bistvu so me starši prisilili, da pridem sem. Ja, starši sem govorila in so kar zaskrbljeni. Bi mi lahko vi mogoče malo povedali več o tem, zakaj gre? Jaz sicer težko govorim o vsem tem, ampak imam težave s hrano, oziroma bolj natančen s prenajedanjem. Gre v bistvu za to, da se pač prenajem in pol se počutim krivo, ker pojem toliko hrane in bruham in imam odvajala in ne vem, ne počutim se dobro, sram me je na splošno. Kolikokrat na teden pa se vam zgodi kaj takega, da se prenajeste? Mislim, odvisno ful od stresa, ki ga imam. Lahko je en teden brez ničesar, da je vse normalno, ali pa večkrat na teden. Tako da so te epizode prenajedanja odvisne, kaj bi rekla, od nekega čustvenega stresa, od zunanjih dogodkov, od česa? Mislim, večinoma od stresa, po mojem, ker ne vem, recimo, ko se učim za kakšen izpit, takrat je res so bolj pogoste take epizode. Ali pa če se počutim, da me ljudje ocenjujejo, da vidijo, da sem debela in meni res ni prijetno ob tem. Ja, tako da, ko ste v bistvu v eni taki čustveni stiski, takrat se bolj verjetno prenajeste? Ja, ponavadi. Kaj pa potem? Potem pa bruhate ali pa vzamete odvajala? Okay. In kako se potem počutite po teh epizodah prenajedanja in potem recimo, ko bruhate, kakšna čustva pridejo? V bistvu sram največ, krivda, ker nočem, da se mi to dogaja in pa sploh pa še brala sem, da pridejo še druge zdravstveni problemi, pol z zobmi pa z požiralnikom, pa jaz sam hočem imeti lepo postavo, pa ne teh drugih zdravstvenih težav. Ja. Kako pa to vse skupaj vpliva na vaše odnose? Na odnose s partnerjem, starši? Ne preveč dobro, mislim, zelo se oddaljim od ljudi, sploh od staršev, to sem opazila. Sam nočem, da vejo, da se prenajedam, da pol bruham, nočem, da vejo karkoli od tega, ker se pač gnusam sama sebi in krivo se počutim še bolj, ko gre do drugih ljudi. Ja, okej. Ne preverim malo, če prav razumem. Rekli ste, da imate že kar nekaj časa težave s prenajedanjem, da se vam to prenajedanje bolj verjetno zgodi, ko ste v čustveni stiski, ko so kakšni zunanji pritiski ali pa ko so kakšne težave v odnosih. Ja, sem prav razumela? Ja. Potem, ko se prenajeste, tudi bruhate ali pa vzamete odvajala. Ja. In potem imate velikokrat občutke krivde, gnusa, sramu. Ja. Neprijetni občutki. Ja, ekstremno neprijetni. Pa si znate kako pomagati? Ne, to je tudi problem, ampak jaz bi si res rada znala pomagati. Pa najdla pomoč. Ja. Mogoče lahko danes probava z eno tehniko, ki malo razjasni oziroma malo začnemo s to tehniko razmišljati o vzorcih hranjenja in o tem, na kak način se ti vzorci hranjenja povezujejo z našimi čustvi. Se vam zdi ta tehnika zanimiva, sprejemljiva oziroma bi si želela probati? Sam ne razumem, kako to deluje. Gre za eno tehniko, ki v kognitivno-vedenjski terapiji rečemo dnevnik hranjenja in čustev. Ja, je v bistvu zelo enostavna. Vsak dan v bistvu samo zabeležite to, kar pojeste, ja, in ob tem zabeležite tudi čustva. Probate zabeležiti čustva, ki se pojavijo pred tem, ko kaj pojeste, in pa tudi čustva, ki se pojavijo potem. Ja, s tem ampak bolj moram jaz zapisovati vsakeč, karkoli zaužijam in zraven še čustva. A ni pol to, da se še bolj ukvarjam s hrano, razumem čist.
Na nek način ja, ampak obenem nam to, da zapisujemo ta naša čustva, v bistvu pomaga, da se od njih tudi malo oddaljimo, ja, malo distanciramo, da postavimo malo eno ločnico med nami in med samimi čustvi. Ne. Tudi življenje damo na papir in je potem vse skupaj malo lažje. Tako da to je v bistvu ena funkcija. Druga funkcija pa je, da opazujemo vzorce samega prehranjevanja in čustvovanja. Ja, torej zabeležimo, ne vem, danes sem pojedel toliko pa toliko, oziroma sem pojedla toliko pa toliko. Počutim se žalostno. Ja, počutim se, sama sebi se gnusim. Ja. In s tem pravzaprav začnemo delati na naših čustvih in začnemo opazovati naše vzorce, ki se povezujejo z samim prehranjevanjem. To je pravzaprav šele začetek vsega skupaj, začetek procesa, ki ga zasledujemo na poti zdravljenja teh težav. Ja, kaj pravite? Ja, ok, lahko probam. Potem pa, če želite, lahko pridete še naslednji teden, pa nadaljujeva oziroma narediva nekaj podobnega tudi naslednjič. Ok. Okay. Hvala lepa. Hvala. Se vidiva. Nasvidenje. Nasvidenje.